Vladimir Makuc sodi med klasike slovenske moderne likovne umetnosti. Res, da je najbolj znan po svojem velikem grafičnem opusu, ki mu je prinesel tudi prve nagrade in mednarodno uveljavitev. Ta mini retrospektiva pa nam pokaže drugo plat Makučeve ustvarjalnosti. In sicer njegova dela, sicer na lesu, ne na platnu, ampak lahko bi jo uvrstili to zgodbo njegove umetnosti med slikarstvo. Hkrati so tem slikam, izbranim slikam, dodane še plastike, in to zelo posebne plastike, izdelane v porcelanu, in vsem tem dragotinam smo dodali tudi 2 tapiseriji, omenili smo grafiko in marsikaj iz te grafike, ki je bila izdelana v globokem reliefnem tisku, tako da upošteva pri teh odtisih zelo bogate strukture, se nam to pojavlja tudi v slikarstvu, ki je na tej, lahko bi rekli, kar butični razstavi, prisotno tukaj v Žalcu. Njegov motivni svet, ki se suče predvsem okoli ptic. Okoli ptic, pa seveda kraškega sveta, je neka univerzalna oblika Makučeve izpovedi, ki ne zajema zgolj njegovega rodnega krasa in okolice Solkana in Goriške, pač pa se razteza na druga daljna ozemlja. Predvsem pri teh plastikah bi lahko rekli, da gre za njegove popotne vtise. Bil je namreč ena izmed poti po Evropi, ga je pripeljala tudi na Portugalsko, kjer so ga posebej zanimale majhne hiške, ki bi bile po funkciji sorodne recimo slovenskemu kozolcu, in nam so naredile te majhne hiške za spravilo pridelkov tak vtis, da jih je prenesel v to svojo porcelanasto plastiko. Nanje seveda izrisal ptice, svoj ta znani, znameniti motivni repertoar, pa tudi Evropo, pa tudi bika, to žival, ki jo lahko spremljamo že od njegove zgodne grafike. Skratka, ves risani repertoar se uleže na te majhne hiške, porcelanaste hiške z dodatki, in tukaj je res dosegel tisto, kar je želel že pri zgodni grafiki, ustvarjati v 3. dimenziji. V Goriškem muzeju smo donacijo Vladimirja Makuca prejeli leta 2007. Umetnik je želel namreč domačemu kraju, rojstnemu kraju Solkanu, podariti zbirko svojih likovnih del. Umetnik je muzeju podaril čez 500 del, slik, risb, grafik, kipcev in slik na porcelanu. Zbirko občasno predstavljamo v naših muzejskih prostorih, pogosto pa dela tudi posojamo muzejskim in galerijskim inštitucijam po Sloveniji in tudi v tujini.